Pri časniku Finance smo letos pripravili 7 regijskih forumov. Z več kot 1000 podjetniki, politiki in državnimi uradniki smo se pogovarjali, kakšne so možnosti za razvoj regije in podjetništva. Kljub krizi smo povsod našli vrsto prodornih in inovativnih podjetnikov. Klingrad, ki ga vodi Jernej Zupančič, je specialist za proizvodnjo čistih prostorov. Ko so postali prednostni dobavitelj Pfizerja, so si odprli vrata do vseh farmacevtskih multinacionalk. Veste, kdo je konstruktor armaturne plošče prestižnega športnega Mercedesa SLS AMG, ki so ga kupcem predstavili lani? Aleš Zorec, ki ima z Matejo Herak v Murski Soboti podjetje Tehne. Z blagovno znamko Diši po Prekmurju bi Janko Kodila iz Markišavcev rad povezal pridelovalce prekmurskih dobrot. Paradna izdelka sta zaščitena prekmurska šunka in prekmurska gibanica. Marjan Kolar je eden največjih kmetovalcev in strokovnjakov za bioplinarne pri nas. S partnerjema Tomom Begovičem in Denisom Bolčino je ustanovil Keter Group in razvil lastno tehnologijo za gradnjo bioplinskih elektrarn. Bučno olje, sladki in slani prigrizki ter namazi iz bučnih semen so podjetniška priložnost Mirana Kolariča. Svoje izdelke prodaja tudi v Gurmanskem kotičku, največjega trgovca v Sloveniji. Družinsko podjetje Razgoršek se je za las izognilo propadu, a Eva in Uroš Razgoršek se ne dasta. Proizvodno oblazinjenega pohištva spet postavljata na noge. Arko Marjana Verglesa je med 15 najpomembnejšimi proizvajalci vodnih tehnic v Evropi. Osvaja Sirijo, Savdsko Arabijo, Srbijo, Črno goro. PTM lesna industrija Radlje Franca Markača je s patentiranim sistemom vijačenja za montažo oken zelo znižala stroške transporta. Z eno najsodobnejših tehnologij prodirajo v Rusijo in Katar. Splavar Anton Gostenčnik, lastnik ProRelaxa, je med pobudniki projekta Drava kot priložnost. Z njim želijo v 5 letih odpreti 100 delovnih mest, v Dravsko dolino pa privabiti 100 000 gostov. Novomeška infotehna skupina, ki jo vodi Čedo Jakovljevič, je z rešitvami za elektronsko obvladovanje dokumentov osvojila 6 od 15 največjih generičnih farmacevtskih družb. Obvladuje 40% svetovnega trga. Šentjernejsko podjetje Eltek Elektronika Radka Luzarja proizvaja elektromehanske dele in elektronske komponente in kar 90% proizvodnje izvozi. Stavi na znanje in prilagodljivost v proizvodnji. Številna gradbena podjetja imajo velike težave, Žarnovi s Krškega ne. Še več, medtem ko drugi odpuščajo, so oni letos zaposlili 3 nove delavce. Kranjsko podjetje Europlus, ki ga vodi Matej Košmrl, je vodilni razvijalec programske opreme za oblikovanje in tiskanje etiket, uporabo črtnih kod in oznak RFID. V 75 državah ima prek 100 000 kupcev, med njimi so Nokia, IBM, Bayer, Unilever. Laboratorij za meroslovje Lotrič Marka Lotriča iz Selc pri Železnikih je bil prvi, ki ga je Urad za meroslovje leta 2001 pooblastil za overjanje merilnih naprav. Podjetje Amicus Primoža Kapusa iz Kranja izkorišča sodobna trženjska orodja in je drugi največji ponudnik zunanjega oglaševanja pri nas.
Sežanec Mitja Tavčar ima 33 frizerskih salonov pri nas, v katerih dela 130 frizerjev, salone pa ima tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Razvil je svojo blagovno znamko izdelkov za nego las Redcat. Polona Senčar in Dušan Mrdakovič iz turistične agencije Maona pravita: kot Salzburg služi z Mozartom, lahko mi s Tartinijem. Kultura je njihova tržna niša. Proizvajalec embalaže iz razgradljivega polipropilena KMK Box, ki ga vodi Walter Krmac, namerava z inovativno embalažo za sveže ribe osvojiti evropski trg. Sistem inteligentne razsvetljave za industrijo, ki so ga razvili v logaškem podjetju Svetloba Hineta Vrtačnika, ima vrsto nagrad za inovacije, omogoča tudi 90% prihranek stroškov za elektriko. Ljubljanski MGV Bojana Verča stavi na polnilnice za električne avtomobile in hibridne kontejnerje za proizvodnjo elektrike iz sončne in vetrne energije. Digitalno sporočanje je prihodnost, je prepričan Anže Ogrinc, direktor za marketing v podjetju Prumaro. Zasloni na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa, kioskih dela prodaje in v BTC so njihova inovacija.